Malo več kot 1 leto je minilo, odkar je Joe Biden prevzel krmilo Združenih držav Amerike. Zato je primerna prilika, da se o tem danes pogovarjamo približno v isti sestavi kot pred dobrim letom, torej 20. oktobra 2020, 14 dni pred volitvami v ZDA. Današnja panelista sta veleposlanik Roman Kirn in magister Mirko Cigler. Oba dobro poznamo, pa vendar. Roman Kirn je bil v letih 2002 do 2006 veleposlanik pri Združenih narodih v New Yorku in od 2009 do 2013 veleposlanik v Washingtonu. Je pa tudi napisal knjigo V službi diplomacije, ki smo jo tudi, mislim, da vsi že imeli v rokah in prebrali. Magister Mirko Cigler je bil namestnik veleposlanika v ZDA v letih 2001 do 2005. Vodil je priprave za vstop Slovenije v NATO. V 80. letih prejšnjega stoletja je bil pa tudi na šolanju v ZDA. Uvod v razpravo in vodenje bom jaz, Marjan Šetinc, nekako poskušal izpeljati. Naj začnem z enim uvodom, ki sem si ga zamislil za današnji pogovor. Vsakokratne predsedniške volitve v ZDA so neke vrste barometer tega, kaj lahko pričakuje ne samo regular, povprečen Američan, temveč kaj lahko pričakuje navaden zemljan. Verjetno ne pretiravam, če rečem, da smo v glavnem doslej jemali ameriške volitve za nevprašljive, torej samoumevne. Sedaj pa nas je Donald Trump opozoril, da temu ni nujno tako. Donald Trump je že vnaprej predvideva goljufanje na volitvah, če on ne bo izvoljen. Volilnih izidov ne bo priznal, če ne bo zmagal. Takole sem začel uvod v našo razpravo 20. oktobra 2020, kakšnih 14 dni pred volitvami 6. novembra 2020. In res, Donald Trump še zmeraj ne priznava izida volitev. 6. januarja lani je prišlo do vstaje Trumpovih vernikov, narekovajih vernikov, tistih, ki vidijo v Trumpu poosebljenje ZDA, in ta dan je precej spremenil ZDA. Ta dan je razgalil neverjetno razdvojenost v ZDA. To razdvojenost je Donald Trump še poglobil. Joe Biden je bil 20. januarja lani na dan inavguracije soočen s Trumpovo 4-letno dediščino, ki je Ameriko skozi vrsto odločitev do dobre mere mednarodno izolirala. Na dan inavguracije je preklical 18 predsedniških ukazov. Čez nekaj dni pa še preklical izstop ZDA iz Pariškega podnebnega sporazuma in financiranje nekaj drugih mednarodnih organizacij. Ob izredno zaostrenih notranjepolitičnih razmerah je bil Biden soočen z mednarodnimi izzivi, v katere se je Amerika zapletla. Biden je podedoval vrsto odločitev predhodne Trumpove administracije. Od zaostritve odnosov s Kitajsko, kako preprečiti vzpon Kitajske, z zaostritvijo odnosov z Evropo, dvig uvoznih dajatev na nemške avtomobile in francoske proizvode, pa še kaj.
z izstopom ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma, najbolj pa je odmevala napoved umika iz Afganistana. Izvedba tega umika je padla v Bidenov mandat. Kako je to teklo, vemo. Je pa pustilo prazen prostor Kitajcem, Rusom, pa še komu v Afganistanu. Nepriznanje talibanskega režima in sankcije za zamrznitvijo afganistanskih dolarskih rezerv v ZDA je pustilo Afganistan v razsulu in bedi. Washington je celo sporočil pred nekaj dnevi, da bo 3,5 milijarde od 7 teh sredstev namenil žrtvam 9/11. Nekdanji predsednik Afganistana Karzai je na to rekel, da spoštuje žrtve 9/11, toda ta denar je denar afganistanskega ljudstva. Karzai je to povedal v intervjuju v torek pred ta teden na France 24. Biden je podedoval tudi zaplet z Ukrajino, ki pa sega že, kot vemo, v Obamov mandat. Bidenu je uspelo restituirati euroatlantsko sodelovanje. Kljub sporu s Francijo ob vzpostavitvi AUKUS partnerstva, ki je izločilo francoske podmornice, to sodelovanje je sedaj ob zaostritvi okoli Ukrajine dobilo nov skupni imenovalec. Amerika je težišče svojega delovanja prenesla na Daljni vzhod, svojimi ključnimi zaveznicami Japonsko, Avstralijo, Južno Korejo, Tajvanom sledi skupnemu interesu preprečevati kitajsko ekspanzijo, kot vemo. Biden se naslanja na tradicionalna zavezništva, kot vidimo. V niz potez Trumpove dediščine pa Biden v prvem letu svojega mandata ni posegel. Carine na kitajski izvoz, ki mimogrede po najnovejših podatkih so še povečali kitajski presežek v trgovinski menjavi med državami. Te carine ostajajo. Ostajajo pa tudi sankcije do Kitajske zaradi zatiranja Ujgurov v Xinjiangu. Torej, Bidenovi zunanje politični uspehi in ali neuspehi se ne merijo le z restitucijo Trumpovih potez, ki so Ameriko izolirali in zmanjšali vodilni položaj v svetu, temveč v obnovi multilateralizma, vzpostavljanje varnostnega loka na Pacifiku, to je AUKUS, in Indijskem oceanu Quad. Biden se verjetno zaveda, da svet postaja multipolaren in da bo moral, ne glede na gromozanske notranje politične izzive, iskati rešitve v precej zapletenih okoliščinah. Tako doma kot v svetu. Pred nekaj dnevi je bilo zaključeno novo strankarsko risanje meja volilnih okrajev v ZDA, ki delajo midterm predvolilna predvidevanja precej nepredvidljiva in negotova. Današnja panelista sta pred dobrim letom analizirala pričakovanja, ki bo prinesla izvolitev Joea Bidena, in danes bosta komentirala izplen njunih predvidevanj. Najprej dajem besedo veleposlaniku Romanu Kirnu. Roman, beseda je tvoja. Hvala lepa, Marjan, za tvoj vod in za to temo. Ja, zgleda, da imaš prav, ne? Pred enim letom smo večinsko, tudi jaz, zveneli precej optimistično. Ampak verjamem, da je to nekako v človeški naturi, da ko napovedujemo perspektivnost, uspešnost dela nekega politika, državnika, smo v svojih pričakovanjih zelo optimistični. Ko pa jih ocenjujemo, pa smo praviloma bolj kritični, celo pesimistični, iz preprostega razloga, ker ta visoka pričakovanja so le redko izpolnjena. Tako da temu sledi neke vrste razočaranja. Jaz v nadaljevanju ne bom skrival tega razočaranja, ampak bom poskušal
utemeljiti, na katerih točkih vidim razlog za to razočaranje. Zdaj, za začetek samo eno primerjavo, taka visoka pričakovanja, če se boste spomnili, so bili tudi pred prihodom Obame, ob njegovi zmagi. To je bilo nekaj neverjetnega. Zdaj, jaz ne bi samo se omejil na ta visoka pričakovanja kot izraz nekih, bom rekel, želja, ampak ta visoka pričakovanja so temeljila tudi kot nova priložnost za, bom rekel, neko novo dinamiko, vsebino, in odnosov v svetu, pa še zlasti transatlantskih odnosov. Ta visoka pričakovanja so bila v svetu tako, bom rekel, prisotna, da se je zgodil celo en precedens, da so Obami podelili Nobelovo nagrado na kredit. Predno je sploh, razen svojih napovedi, karkoli še naredil. To po moje seveda bolj izraža to ognjevito željo po spremembah v mednarodnih odnosih, ki pa seveda se niso zgodile. Obami so se dve stvari zgodile takrat. Eno je soočenje s sistemom, ameriške politike, ki ima svoje zakonitosti, in ki je niti predsednik ne more včasih bistveno, vsekakor pa ne iznenada preusmeriti. In drugič se mu je zgodila Amerika sama. Spomnite se, na drugačen način kot pri Bidenu, ampak pri Obami, z njegovim prihodom skoraj istočasno se je rodila Tea Party. To pa je bilo gibanje, ki je usadilo, bom rekel, tisti populizem, tisto iracionalnost ameriške politike, ki je do polnega izraza prišla tudi v času Trumpa. No, vsa taka pričakovanja nekako so bila tudi ob prihodu Bidena. Seveda, če sem že primerjal Obamo z eno bistveno razliko, po moji oceni, kajti res ni bilo težko imeti in gojiti visokih pričakovanj po Trumpu, ki je dejansko, kar se tiče, bom rekel, zunanje politike, mednarodnih odnosov, naredil škode kot še noben njegov predhodnik. Da sam nanizam, bom rekel, ene take od začetka. On je razgradil celoten ameriški zunanji politični aparat in ga deprofesionaliziral. Nekaj takega nismo še nikoli videli, da so ne samo tiste redne menjave med demokrati in republikanci, ampak da so karierni diplomati začeli samovoljno oziroma prostovoljno zapuščati svoje funkcije v izvršni oblasti, ne samo v State Departmentu, tudi drugod. Tako da je prišlo do takega osipa profesionalizma, da je bilo to vidno in zaskrbljujoče. Trump se je seveda jasno odrekel vsem svojim zaveznikom, transatlantskim odnosom, umaknil je Ameriko iz procesov globalnega upravljanja, povzročil je nastajanje geostrateškega vakuuma. Jaz pravim, da je on celo pospešil razstavljanje povojne institucionalne mednarodne ureditve. Torej, kako ob takšni politiki ne bi človek gojil visokih pričakovanj. Ampak seveda, ta pričakovanja so temeljila tudi, bom rekel, na poznavanju Bidena in na njegovih napovedih. Zdaj, to, kar je Biden napovedoval, ta visoka pričakovanja, je nekako, po moji oceni, lahko utemeljiti, obrazložiti. Konec koncev, Biden je bil en popisan list papirja, zelo predvidljiv, vso svojo kariero je bil v politiki kot senator in aktiven zlasti na področju zunanje politike. Tako da on ni neka neznanka tukaj, njega se je spremljalo vso svojo življenjsko kariero. Drugič, 8 let je bil Obamin podpredsednik in to ga je
hočeš nočeš tudi zaznamovalo in oblikovalo. Ne? Njega smo lahko videli, kakšen je. Kakšen je, bom rekel, v praksi, kako deluje. Čeprav to, kot zdaj vidimo, še vedno ni vseeno, veste. To je zelo drugačno je biti v sedlu z odgovornostjo svojih odločitev, drugačen položaj pa je biti kot prvi svetovalec, prišepetovalec tistemu, ki sprejema odločitve. Ne. In to je bistvena razlika in v tem je verjetno tudi iskati razloge za drugačne od mogoče pričakovanih odločitev Bidena kasneje. No, ampak zakaj smo imeli taka visoka pričakovanja, tudi ne samo osebne izkušnje Bidena, ki so bile neoporečne, nesporne, bi rekel, on je napovedoval in izbral ekipo, najožjo ekipo sodelavcev, ki jih brez sramu uvrstimo v krog vrhunskih strokovnjakov na področju, seveda, na področju zunanje politike. No in vse njegove napovedi so bile takšne, da je on obljubljal, bom rekel, obrambo liberalne svetovne ureditve, krepitev demokracije doma v svetu, pomen vrednot in zavezništvo vrednot. On je napovedoval tudi, seveda, da se Amerika vrača, nedvoumen povratek za vredništvom. America is back, smo slišali. On je omenil tu in tam tudi America first, pa to smo nekako preslišali. Veste. Nismo mogoče želeli dojeti pravega smisla te besede, ki pa smo ga dojeli kasneje. No, zdaj ob vsem tem, seveda je odgovor zdaj po enem letu na to, ali je Bidenovo predsedovanje uspelo ali ne, ta odgovor ni enoznačen, po moji oceni, niti ni samoumeven. Namreč, zgodovinsko gledano so mnogo tistega, naprimer, kar je počela Trumpova administracija, so počele tudi druge ameriške administracije, ne glede na barvo, ne glede, ali so bile demokratske ali republikanske. Naprimer, zunanje trgovinski protekcionizem, uvajanje enostranskih carin, prevlada vojske nad diplomacijo, oblikovanje koalicij vojnih, selektivno sprejemanje pravil mednarodnega prava, marginalizacija, celo instrumentalizacija mednarodnih organizacij in podobno. Torej, bistvena razlika po moje ni v tem, kaj je počela Trumpova administracija, ampak kako. In Trump je to počel izrazito robato, nespretno, nepremišljeno, nepredvidljivo, nediplomatsko, če hočete, škodljivo za Ameriko in za cel svet. In seveda od Bidena smo pričakovali predvsem drugačen stil predsedovanja, da bo sicer popravil neke najbolj vidne Trumpove zablode in pomanjkljivosti, tudi škodo, pa vendar ob zavedanju, da tudi Biden sam ne bo mogel veliko stvari početi drugačnih, oziroma da bo veliko stvari moral početi tako kot Trump, ampak na drugačen način. In tu pridemo do točke, ki nam mogoče lahko pomaga razumeti tudi današnje Bidenove pomanjkljivosti. Namreč, moramo se zavedati, da je naloga vsakršnega ameriškega predsednika, ponovno, ne glede na njegovo barvo, politično barvo, je, da ščiti ameriške interese in ameriški način življenja. In vse to je v povojnem času povezano z vodilno vlogo in vplivom ZDA v globalnem svetu. Da je temu tako, sem se recimo včeraj ponovno prepričal, ko sem gledal to oddajo Christiane Amanpour in je vrtela na primeru Afganistana in je vrtela en posnetek iz predvolilne kampanje, recimo.
Bidna, to je bilo pred 2 leti, se pravi februarja 2002, ko je novinar ga vprašal, kaj pa zdaj človekove pravice in pa pravice žensk v Afganistanu. In je hladno odgovoril, da ne čuti absolutno nobene odgovornosti, tudi če bi bil kot ameriški predsednik, do vprašanja človekovih pravic v Afganistanu, ker prav to ni v primarnem interesu Američanov, da bi on za to moral skrbeti, seveda v kontekstu, ali se naj Amerika sploh ukvarja z problemi nekako po svetu. Mislim, zanimivo je, da so ta posnetek zavrteli, ker Al-Mapur je takoj komentirala zraven in rekla, poglejte, pa to je neverjetno občutek pomanjkanja vsakršne empatije. Ampak ponavljam, mi takrat v predvolilnem času nismo gledali, nismo razumevali tudi tovrstnih izjav, ki jih danes seveda nekako drugače vidimo. No, in če zdaj preidem na tole stvar, ki je ključna, kaj je zame zdaj osnovni razlog, bom rekel, razočaranja z Bidenovim predsedovanjem oziroma sploh delovanjem na zunanjepolitičnem področju. Prvo, dve stvari, sto mi v glavnem jih želim tukaj izpostaviti. Eno je presenetljivo, da ko si je zbral to izvrstno ekipo zunanjepolitičnih profesionalcev, od Blinkna in Sullivana pa vseh še nižjih nivojih, je ta ekipa dejansko napovedovala visoko strokovnost, usposobljenost, ampak tudi neko kontinuiteto, predvidljivost in kontinuiteto Obamove zunanje politike. Zdaj, seveda, zato bi rad nekaj primerov zdaj tukaj na hitro podal, kjer se je izkazalo, da enostavno, da ta ekipa ni izpolnila tovrstnih pričakovanj. Prvi je primer odnosi s Kitajci in Tajvanom. Tukaj pri Bidenu še niti dan danes ni jasno, kakšna je ta strategija odnosov v razvoju z Kitajsko, razen tega cilja, ki je seveda skupen Bidenu, ampak je skupen tudi vsem ostalim nedavnim ameriškim predsednikom, da pač prepreči prevlado Kitajske. Amerika je namreč obsedena s tem, da bi lahko nekdo prevzel prvo mesto v svetu. No, in tu se nekaj dlje od tega, kar je že Obama najavil, ta pivot to Asia 10 let nazaj, v bistvu v strategiji odnosov ni zgodilo. In jaz bi se tukaj sam navezal na sugestijo bivšega avstralskega premiera, ki je svetoval Ameriki, da je potreben dogovor v odnosih z Kitajsko, da je potreben dogovor za politiko nadzorovane strateške tekmovalnosti. In seveda, da bi to dosegli, da bi morali pač doseči tudi dogovor o pravilih obnašanja, zlasti glede tega, kje se ne spopadati, kje sodelovati. No, če gledate tudi interne ameriške razprave, boste videli, da je cel spekter sugestij, kako ravnati s Kitajsko, ampak mislim, da doslej v enem letu ameriška administracija ni prišla do neke usklajene, temeljite strategije v odnosih s Kitajsko. Tisto, kar me pri tem neposredno seveda pa je zbodlo, če se boste spomnili, je bil pa prvi ameriško-kitajski dialog na ravni zunanjih ministrov na Aljaski. Jaz moram priznati, da kaj takega še nisem videl. Zato me je tako presenetilo,
bom rekel, da tako visoko profesionalni tim, da je tako zrežiral, da je tako scenografijo tega sestanka izvedel, kjer so bila uvodna, bom rekel, uvodni pogovori odprti, snemani, predani javnost in na katerih je ameriška stran uporablja tako direkten jezik, kar je v diplomaciji seveda primerno med izjemno